gospe in gospodje. Pozdravljeni na tradicionalnem novoletnem koncertu Gimnazije Celje Center, v katerega nas je popeljala naša najmlajša zasedba, Nonet GCC, pod umetniškim vodstvom profesorice Barbare Arlič-Kerstein. Ta koncert je le ena izmed mnogih tradicij naše 105-letne princese. Vsako leto se v začetku januarja zberemo v cerkvi Svetega Duha v Celju, ker glasbeni sestavi GCC s praznejšimi melodijami pričaramo enostavno drugačno novoletno vzdušje in skrivnostno čarobnostjo Božiča olajšamo pričakovanje novega leta. Nocojšnji je še posebej slavnosten, saj z njim nadaljujemo praznovanje zvenečega jubileja 60-letnice strnjenega delovanja glasbenih zased naše šole. Temu smo posvetili tudi prav posebno CD ploščo, kjer smo zbrali aktualne studijske in koncertne posnetke preteklega desetletja in to kar 9 glasbenih zased sedanjih in nekdanjih dijakov, ki delujejo na Gimnaziji Celje Center. CD ploščo lahko po koncertu v zameno za prostovoljni dar dobite pri vhodu v cerkev. Nonet GCC že drugo šolsko leto dopolnjuje pestro glasbeno dogajanje na šoli. Punce so decembra skupaj s 3. osnovno šolo Celje gostovali v nemški prestolnici, kjer so z našim berlinskim veleposlaništvom pripravili predpraznični koncert. Gostovale pa so tudi na pravličnem koncertu na balkonu Muzeja novejše zgodovine v Celju. V nadaljevanju bomo prisluhnili še skladbam Po tihi noči in slovenski ljudski Tam, kjer teče bistra zile. Slednjo pevke Noneta posvečajo nedavnemu prazniku, dnevu samostojnosti in enotnosti. Spoštovane gospe in gospodje, Nonet GCC.
čas res hitro beži, ko si srečen. Vse veš, kako pravi naša pesnica Bina Štamberma. Sreča je najbolj srečnih velikosti, vonjav in oblik. In nikoli je ni preveč za tisti srečenosen dotik. V preteklem letu smo si srečnostne dotike ustvarjali tudi mi, dijaki gimnazije Celje Center, ki si svojo prihodnost še krojimo. Februarja smo se skupaj udeležili kratke turneje v Trstu. Peli smo na tradicionalnem ruskem večeru, izvedli smo tudi naš vsakoletni pomladni koncert, sodelovali na odprtju razstave Celjskega filatelističnega društva. V prvi polovici letošnjega šolskega leta smo sodelovali na druženju generaciji GCC, naših štopkov svet in na osrednji prireditvi mestne občine Celje v 500-letnici reformacije. Manjša zasedba pevcev je konec novembra sodelovala tudi na ruski čajanki, v začetku decembra pa smo sodelovali tudi na dobrodelnem koncertu druge gimnazije Maribor. Nikakor pa ne moramo prezreti tradicionalnega Miklavževega koncerta, ki je 8. decembra napolnil dvorano in preddverje Celjskega narodnega doma. Bilo je izjemno. Letošnje leto praznujejo naši glasbeni sestavi že 60 leti neprekinjenega delovanja. V takšni in drugačni obliki so na šoli sicer delovali že od vsega začetka, od leta 1912, ko začne v veličastnem secesijskem poslopju v centru Celje delovati druga osnovna šola Celje. Tudi po ustanovitvi učiteljišča leta 1949 glasba ostane pomemben del življenja šole, a do šolskega leta 1956-57 lahko sledimo le priložnostnim glasbenim sestavom. Od leta 1957, ko na šoli ustanovijo pevski zbor, pa lahko sledimo neprekinjeni dejavnosti, ki jo danes nadaljujejo pevke in pevci Luneta, Favoze, Okteta 9 in Dekliškega pevskega zbora. Zbore na GCC so vodili priznani glasbeni pedagogi, zborovodje, Boris Strelic, Daniel Grum, Ivan Lah, Vlado Monic, magister Brit Marcen, doktorica Dragica Žvar, Metka Jagodič Pogačar. Zborovsko dejavnost je leta 1995 prevzela Barbara Arlič Kerstein, ki danes vodi Dekliški nonet GCC. Dekliški pevski zbor deluje pod vodstvom Davida Preložnika, fantovski zasedbi Oktet 9 in Favoza, pa pod vodstvom Gregorja Deleje. V preteklosti sta na GCC delovali celo udarni in harmonikarski orkester, ki sta jih vodila Daniel Grum in Olga Tičer. Zadnje desetletje pa za instrumentalno glasbo skrbi profesor Sašo Šonc, ki sicer vodi zasedbo The Schlagers. Vsako leto pa na šoli nastajajo številne dijaške zasede, ki se spogledujejo s popularnejšo glasbeno govorico. Ob visoki obletnici smo ob koncu lanskega šolskega leta začeli s prav posebnim projektom. Dijaki smo skupaj s profesorji izdali svojo prvo zgoščenje. Njena vsebina pa ne zaenkrat še ostane skrivnost. Le do konca koncerta, ko se lahko v znameno za prostovoljni dar v preddverju cerkve vzamete enostavno drugačen CD in odkrijete, kaj skriva. Sedaj pa naj ponovno zazveni glasba. Favoza bo zapela priredbo božičnega korala Razumet in Laudibus ter Sila Lobaj skladatelja Erika Vitaka. Fante bo pri klavirju spremljal Vitomir Janez Zagode, ki je dijak prvega letnika na gimnaziji Celje Center, obenem pa tudi dijak prvega letnika umetniške gimnazije glasbene smeji, ki jo v sodelovanju izvaja ta glasbena šola Celje in prva gimnazija v Celju. Za fantovskim pa sledi nastop Dekliškega pevskega zbora. Spiritual, Šubertov Hajnik in Kam hitiš skladatelja Andreja Magorja pa so skladbe, ki so jih za nocojšnji nastop izbrala dekleta. Spoštovani gospe in gospodje, Favoza pod vodstvom profesora Gregorja Deleje in Dekliški pevski zbor pod gimnazije Celje Center pod vodstvom profesorja Davida Preložnika. Oh,
30. obletnice smrti najbolj znanega slovenskega arhitekta Jožeta Plečnika, ki je s svojimi deli zaznamoval 3 evropske prestolnice: Dunaj, Prago in Ljubljano. Minilo pa tudi 500 let, kar je Martin Luther na vrata cerkve v Wittenbergu pribil 95 test proti odpustkom. Ta dogodek velja za začetek obdobja reformacije v zahodnji Evropi, ki se je iz Nemčije hitro razširila v druge države. Tudi slovenski jezik potem ni bil izjema, saj v tistem času med drugim izidela prva knjiga v slovenščini ter prvi celovit prevod Svetega pisma. Primož Trubar, ki je protestantsko misel prinesel v naše kraje s prvo tiskano knjigo, ni samo postavil temelje slovenske književnosti in slovenskega knjižnega jezika, ampak je obudil in okrepil slovensko narodno zavest. S tem je postavil trden temelj naslednjim generacijam, saj se je slovenščina ohranjala skozi stoletja, kljub temu, da dolgo nismo imeli lastne države. Slovenski protestanti so zanimali tudi ogenj politične volje za kulturno, kasneje pa tudi za politično samostojnost. Od tej je veliko črnila prelil tudi veliki literat Ivan Cankar, ki ga bomo še posebej raziskovali v letošnjem letu, ko se bomo spominjali 100-letnice njegove smrti. Trubarjev čas smo se glasbeniki iz GTC poklonili že na lanskoletnem pomladnem koncertu. Ponosno pa smo sodelovali tudi na oktobrski občinski prireditvi ob 500-letnici reformacije in tudi letos želimo začeti z božičnim koralom, ki naj Trubarju poje čast in slavo tudi kot odličnemu prevajalcu in prirejevalcu protestantskih napevov. Da nas je Jezus nam rojen je začetek besedila, ki ga je Trubar napisal v protestantski koralni melodiji, zamešani izbor, povedila in prejedila Ivan Florjanc in Edo Špul. Slišali pa boste tudi božično pesem Jul, ki prihaja tudi iz protestantskih krajev, natančneje iz Švedske. Zatem pa sledi še prav posebni naslov našega nekdanjega dijaka Aljaža Šumja. Spoštovani, dekliški pevski zbor in fantovska vokalna zasedba GTC pod vodstvom profesorja Davida Prerožnika in Gregorja Delene. Da
širnih glasbenih prostranstev in mladih glasov, pa vse prevečkrat pozabimo na tiste strice in tete iz ozadja, ki skrbijo, da nam je dijakom na gimnaziji Celje Center prijetno in da lahko celoti razvijamo naše talente in potenciale. Na tem mestu se tako iskreno zahvaljujem našim mentorjem in profesorjem, posebna zahvala pa velja tudi našim staršem, ki nam stojijo ob strani in nas spodbujajo. Ob tej priložnosti pa k sebi vabim našega ravnatelja, gospoda Gregora Deleo, ki ga prosim za nekaj besed. Lep dober večer vam voščim, spoštovane gospe in gospodje. Prisrčno dobrodošli še enkrat v Cerkvi Svetega Duha in res vas je lepo videti v tako velikem številu in ponovno lahko v Celju rečemo, da nima samo tunaj svojega novoletnega koncerta, ampak tudi naše knežje mesto. Tako da hvala za vaš obisk. Ob novem letu si vsi ponavadi želimo vsega lepega, ponavadi vsem tistim, ki so nam blizu, želimo prav tisto, kar želimo tudi sebi. Da bi nam bilo leto naklonjeno, da bi bilo naklonjeno tistim, ki z nami stopajo po tej časovni poti spet novemu in novemu letu naproti. Po praznikih, ki so starodavni, ki imajo korenine, še takrat, ko se človek in naši predniki niso povsem zavedali, kaj pomeni biti gospodar vsega, kar je mogoče potem generacijam za njimi, predvsem pa svetu, v katerem živimo sedaj, malce preveč stopilo v glavo, je ta čas leta bil povezan z enim pričakovanjem. Pričakovanjem, ki je izhajalo iz tistih temnih globin naših duš, ki jih je počasi po zimskem dresu začel ponovno razsvetljevati daljši dan. V teh globočinah se najdejo predvsem tiste naše osebne zgodbe, ki jih poskušamo potem z letom spet na novo živeti, mogoče postoriti kaj drugače, si dati tiste slavne zaobljube in jih potem bolj ali manj uspešno uresničevati. In najbrž je tisto nekaj, kar nam je bilo oduzeto z liščem božičnih ločit, ki zdaj krasijo naša mesta, središča, nakupovalna središča, že kar tam od 1. novembra dalje, spet to iskanje miru. Prazniki, ki naj bi bili posvečeni drug drugemu, so postali najbrž daleč najnemirnejši čas tega leta. In mogoče je prav, da si zdaj, ko je vse to za nami, vzamemo čas, da v sebi poiščemo mir. Pa ne samo to, da si vzamemo čas za bistveno daljše poglede in postanke na naši poti, da se zavestno včasih ustavimo. Nikakor mi ne gre iz glave zgodba, ki se je zgodila sicer tam čez lužo v Združenih državah Amerike, in sicer na postaji podzemne železnice okrog 9. zjutraj, ko je tam največ nemira, največ potnikov. Prišel je en violinist, odprl svoj kovček, vzel iz njega violino in začel igrati najbolj eno najbriljantnejših del, kar jih je v zgodovini glasbe nastalo za to inštrument, Bachovo drugo partito. 45 minut traja ta Bachova veličastna skladba in v 45 minutah se je ob njem ustavilo mogoče vsega skupaj 6 ljudi, od tega 3 mamice, ki so tam ostale zaradi otrok, ki niso mogli odmakniti pogleda od glasbenika, njegove violine in izjemnega igranja. Pa $38 se mu je nabralo v kovčku. Ta violinist je bil Joshua Bell, najbrž en najslavnejših violinistov tega sveta. Njegov inštrument, ena najpopolnejših violin mojstra Stradivarja, pa vredna kar $3,5 milijona. Če bi si kupili vstopnico za njegov koncert, bi plačali veliko denarja. Tu je igral za dušo in za ston, ampak ni ustavil nikogar, ki je hitel mimo.
To je mogoče tisti mir, ki ga potrebujemo, da bi dosegli tudi ta širši mir, ki si ga vsi tako želimo v svetu. Da znamo pogledati okrog sebe in uživati predvsem v lepotah, ki jih podaja življenje, čudovit svet, izjemna domovina, v kateri živimo, in pa seveda naše delo, naše skupne skrbi, naša skupna prizadevanja. Zato vam mogoče v imenu vseh glasbenic in glasbenikov z GCC, v imenu mojih kolegic in kolegov voščim predvsem tega miru, da bi se znali ustaviti in si vzeti čas za vse lepo. Za sočloveka, ki mogoče v sebi skriva tisočere talente, pa jih ne znamo opaziti, ker zanje enostavno zmanjkuje časa. Naj bo ta mir odeto leto 2018. Na koncu mi dovolite, da se iskreno zahvalim še našemu nocojšnjemu gostitelju, gospodu župniku Srečku Frenu, ki nas že zdaj pa kar mnoga leta gosti takoj po novem letu v Cerkvi Svetega Duha, gospod Fren, ena malenkost z gimnazije Celje Center v zahvalo in seveda s priporočilom, da tako ostane tudi naprej. Pa še enkrat želim, da se znamo uglasiti drug na drugega in sedaj klaviaturo in mikrofon prepuščam glasbi, vzemite si čas za njo in uživajte. Naj bo to leto enostavno, drugačno in naše.
enostavno drugačni, kar ne dokazujejo samo naši glasbeni sestavi, ampak tudi naši uspehi, pestro šolsko in obšolsko življenje, pa tudi povezanost med jaki. In ker se v tem čarobnem prazničnem času še posebno dobro razumemo, smo dekliški pevski zbor, Favoza in Šlagersi za vas pripravili nekaj čisto drugačnega. Dame in gospodje, čeprav so prazniki skoraj mimo, je prav, da nas njihova toplina, dobrota in vzdušje spremljajo tudi v novem letu. Prepustite se pevkam in pevcem, ki vam bodo v spremljavi skupine The Šlagers zapeli venček slovenskih božičnih pesmi s naslovom Enostavno drugačen božič, ki je posebej za letošnje praznične koncerte nastal pod peresom Daniela Berdena, profesorja glasbe na Srednji zdravstveni šoli Celje in gimnaziji Celje Center. Ne pozabite tudi na naš jubilejni CD, ki ga lahko v zameno za skromen prostovoljni prispevek dobite pri izhodu. Hvala, ker ste naš današnji večer preživeli z nami. Upamo, da smo z njim pričarali lepoto in mir božičnega časa. Želimo vam kupico svetlih in dobrih trenutkov v letu 2018. Naj vas skozi vodi misel Franeta Milčinskega Ježka. Ljudje, prižgimo luč, po celem svetu hkrati. Naj sveti, kdo ve kam, saj kdaj že plamen sveče pokaže pot do sreče, človeku, ki je sam. Prižgimo luč, ljudje, po celem svetu hkrati. Spoštovane gospe, cenjeni gospodje, enostavno drugačen božič v izvedbi dekliškega pevskega zbora, Favoze in zasedbe The Šlagers pod vodstvom profesorja Davida Predošnika. Hvala, da ste bili z nami. Srečno hvala.